Z razpisom HRM projekt raziskujemo, odkrivamo in nagrajujemo dobre in učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Vsako leto iščemo odgovore na vprašanja, kako v vaši organizaciji spodbujate ljudi k večji učinkovitosti, kako skrbite za njihovo zavzetost, motivacijo, zadovoljstvo, dobro počutje in zdravje, kako skrbite za njihov osebni in profesionalni razvoj. HRM projekte ocenjujemo s pomočjo 7 meril: izvirnost, aktualnost, strokovnost, učinki v praksi, okoljska in družbena odgovornost, vključenost in sodelovanje najvišjega vodstva ter podpora najvišjega vodstva. Na letošnji izbor smo prejeli 11 prijav. Izbor letošnjih finalistov je opravila komisija v sestavi Mateja Panjan, Customer Engagement Manager v Danfoss, Tamara Valenčič, neodvisna poslovna HR svetovalka, Pija Kapitanovič, koordinator programa HRM konference, Jasmina Spahalič, urednica HRM revije, ter Peter Ribarič, direktor Planeta GV in predsednik komisije. Začenjamo s predstavitvijo finalistov v kategoriji mala in srednja podjetja. Prvi je na vrsti projekt podjetja NIL, Talent Lab. Projekt bo predstavila Katarina Primožič-Ramoveš. Katarina, ste z nami? Sem z vami. Bi vas samo prosila, da mi omogočite video. Aha, krasno. A se vidimo? Odlično. Super. Katarina, izvolite. Okej, samo trenutek. Živjo torej vsem. Pravijo, da na mladih svet stoji, ampak kako to izgleda v praksi v podjetjih? Tako kakor vi se tudi mi o tem zelo veliko sprašujemo in s tem ukvarjamo. Sem Katarina Primožič-Ramoveš in prihajam iz podjetja NIL. Zelo veliko se ukvarjam z vprašanjem, kako dejansko zagotoviti razvoj potenciala mladih. Kako ustvariti priložnosti zanje, da bodo razvijali svoje ideje in s tem vplivali na prihodnost, ki si jo želijo. Vplivali na nek strateški pogled podjetja, ki je ponavadi rezerviran samo za neko vodstvo. Kako ustvarjati priložnosti povezovanja in jih naučiti in razumevanja, kako pomembna je raznolikost, ki bogati. Kako po vseh klasičnih kadrovskih praksah profesionalnega razvoja, nagrajevanja, izobraževanj zagotoviti osebni razvoj in jim ponuditi neke nove kompetence prihodnosti. In ob boku vsega tega, kako opolnomočiti mlade v tej novi situaciji, v katero smo pravzaprav pahnjeni vsi mi, v covidu. Na NIL-u smo se tega lotili in na vsa ta vprašanja odgovorili s projektom Talent Lab. Talent Lab je pravzaprav iniciativa vodstva in se zaveda tega, da so mladi naša prihodnost. Usmerjeni smo v to, da samo z njimi bomo lahko gradili in delovali z našimi strankami še naprej. Verjamemo, da je ta potencial potrebno nagraditi in pa nasloviti na samem začetku, ko vstopajo v naše podjetje. In zaradi tega vemo, da je vodstvo tisto, ki ustvarja priložnosti, HR pa potem malo pomaga v tej smeri. Kako konkretno smo se tega lotili? Zanimalo nas je, kako top potenciali, ki smo jih identificirali na nivoju celotnega podjetja, ki prihajajo iz različnih oddelkov, kultur, imajo različne backgrounde, imajo različne poglede, vidijo neke storitve prihodnosti in kje vidijo, da bi lahko reševali neke aktualne izzive. S tem programom smo jim želeli, da se povezujejo med sabo, da naslovijo te izzive, da iščejo neke svoje poglede in rešitve skupaj in seveda ob tem smo jim želeli omogočiti tudi mentorje svetovnega kova.
Povezali smo se z gospodom Perryjem Timsom, kadrovskim gurujem, ki nam je predstavil Reinvention Labe, ki jih je lansiral letos ravno tekom covida. In s pomočjo teh labov pravzaprav so mladi razvijali svoje ideje, jih dizajnirali, iskali dodano vrednost, na koncu pripravili konkreten plan in pitchboardu, rezultat tega, konkretne ideje, kako nadgraditi naše storitve in pa tudi izboljšati obstoječe procese. In kje vidimo izvirnost našega projekta? Talent Lab je za nas priložnost za mlade, kako dejansko lahko ustvarjajo in soustvarjajo svojo prihodnost s tem, da so vključeni v strateške teme, ki jih ponavadi naslavljamo vodje. Kako jim omogočati povezovanje, raznolikost in kako čutijo, da je dejansko to tisto, kar prinaša vrednost. Talent Lab je zagotovo enkraten poligon za oseben razvoj. V vsem tem procesu so mogli spoznavati drugega, pa tudi sebe, poleg tega, da so gradili nove kompetence. In ob vsem tem, ko so bili vrženi v čisto popolnoma nove situacije, so se učili, kako reagirati na novo realnost. Bonus tega, zagotovo njihova motivacija, namreč vsi, ki smo usmerjeni v prihodnost in delamo na motivaciji zaposlenih, vemo, da je to ključno. Njihov feedback je bil fenomenalen, zelo veseli me, da so tako lepo sprejeli to iniciativo in to je pač tudi razlog, zakaj bomo z njo nadaljevali. In kar je še super, je v tem, da je sama platforma izredno preprosta in jo lahko uporabite tudi vsi vi. Na Nilu smo se zavezali na nivoju vodstva, da želimo delati prave stvari na pravi način. In kot HR-ovcu ni lepšega, da delaš na projektu, katerega verjame najvišje vodstvo, ne samo kadrovska funkcija. Ampak vseeno je kadrovska funkcija tista, ki mora naslavljati strateško potencial organizacije in zato vas v bistvu vse pozivam, da oblikujete svoje talent labe. Z veseljem delim svoje kontakte in checklisto, ki sem jo pripravila v ta namen. Saj veste, na mladih svet stoji, malo tudi s pomočjo HR-a. Hvala. Odlično, čestitke Katarini, čestitke celi ekipi na Nilu, ki je delala na projektu in prehajamo na naslednji projekt. Agitavit Solutions, karierne poti v Agitavitu. Projekt bo predstavila Staša Jager. Staša, ste z nami? Ja, zdravo. Pozdravljena. Zdravo. Odlično vas slišimo, tako da izvolite. Super, samo da si še nastavim screen. Ok. Takole. Se pravi, jaz sem Staša Jager, upravljam kadrovsko funkcijo HR specialista v Agitavitu in bi kar začela v bistvu z enim vprašanjem. In sicer, kaj vas motivira in ohranja zavzete? Zdaj, verjetno vsak je v mislih dobil eno idejo, en odziv, seveda verjetno zelo različne odgovore, ker se med sabo razlikujemo, ampak vseeno jaz verjamem, da obstaja v bistvu neke skupne teme pri motivaciji. In v našem poslovnem okolju smo v bistvu prepoznali, kako zelo pomemben je ta občutek vpliva, da lahko imamo kot posamezniki nek učinek. In da nek trud, znanje, ki ga v tem trenutku vlagamo, ima nek učinek v prihodnosti. Zdaj, v bistvu, kako smo prišli do tega, da je to pomembno? Leta 2018 smo v bistvu skozi interno analizo organizacijske klime prepoznali, da je razvoj kariere in napredovanja eno izmed najnižje ocenjenih področij. Prepoznali pa smo tudi, da v bistvu se delavci odhajajo relativno hitro, povprečno po 3 letih. Tudi v bistvu neke zunanje raziskave so podprle naše razmišljanje, da v bistvu potrebujemo jasno zgrajene karierne poti, kot recimo Mercerjeva raziskava, ki je pokazala po določenem vzorcu, da je kar 78% zaposlenih izrazilo, da bi v podjetju ostali dlje, če bi le videli neko karierno pot, jasno karierno pot znotraj podjetja. Kako smo se mi zdaj tega lotili v našem podjetju? Zelo so pomembne naše vrednote in tudi s tem v mislih smo začeli graditi ta projekt.
In v bistvu z vidika podpiranja raznolikosti smo v to projektno ekipo vključili zelo različne profile zaposlenih, ki pa so tudi doprinesli k tem širokemu razumevanju cele tematike in tudi rešitev. Potem z vidika sodelovanja smo pri teh operativnih delavnicah vključili tudi druge sodelavce z različnih delovnih mest in tudi nivojev. Tudi z vidika agilnosti, ki je za nas zelo pomembna, smo jih oblikovali na način, ki predvideva spremembe in jih v kasnejših korakih tudi zelo hitro omogoča. In z vidika transparentnosti, v bistvu kot sodelavci pri nas dosežejo ta naslednji nivo, vlogo, je le-ta vidna vsem v podjetju. Zdaj, aktivno je v tem projektu sodelovala tudi naša direktorica Anka in nam bo v kratkem videu predstavila, kaj se je med projektom dogajalo. Pa bi vas kar prosila za prvi video, če lahko pokažete. No, pa dajmo. Projekt smo za posamezna delovna mesta oblikovali nivoje, zanje opisali obseg odgovornosti, zahtevana znanja in kompetence. Pripravo smo vključili tako vodje kot tudi sodelavci iz posameznih vlog. Uvedbo smo zaključili na razvojnih pogovorih, kjer so se sodelavci umestili v posamezne nivoje. Projekt mi je bil izziv in zelo mi je pomagalo, da sem v preteklosti tudi sama delovala v različnih vlogah. Bilo mi je veselje, kako so bili zaposleni motivirani, da sooblikujejo sistem. Največje zadovoljstvo pa mi je, da so sodelavci novi sistem posvojili in da lahko pokažemo njegove pozitivne učinke. Okay, super. Kot je Anka povedala, v bistvu v letošnjem letu že žanjemo te rezultate tega programa. Naredili smo primerjavo rezultate organizacijske klime z letom 2018 in v bistvu na področju razvoja kariere in napredovanja opažamo velik učinek. Recimo na področju kariere pri organizacijski klimi se je dvignilo kar za 0,5 točke, primerjeno zadovoljstva na možnostjo napredovanja pa kar za 0,59 točke. Zdaj, učinke prepoznavamo tudi preko ustnega feedbacka od vodij pa od naših drugih sodelavcev in tudi tu imamo pripravljen en kratek video od projektnega vodja Matjaža Krašovca. Pa bi tu prosila za drugi video. V Gitavitu šele delujemo v vlogi projektnega vodja oziroma Scrum Masterja, ker so mi napredovanje, zadovoljstvo in motivacija sodelavcev v ekipi ključnega pomena za učinkovito doseganje ciljev na projektih. Spomnim se časov, ko smo vsak vodja po svoje ugotavljali, kako določati mejnike in cilje za napredovanje sodelavcev in kako to potem ustrezno spremljati in ocenjevati. Z novim procesom kariernih poti pa smo zadevo korenitno spremenili na boljše, jasne smernice, pričakovanjih vedenj in odgovornosti vseh vlog v firmi, ki stojijo v pomoč pri pregledu napredka sodelavcev in pri osredotočenju na ključne cilje za napredovanje. Občutek imam, da smo s tem novim procesom zadeli neko pravo razmerje med točno določenim in odprtim za interpretacijo. Na eni strani mi razvojne smernice pomagajo določiti fokus in podajati feedback, na drugi strani pa imamo tudi proste roke za usmerjanje razvoja sodelavcev glede na potrebe. Ok, super. Zdaj smo že pri koncu, no, kratka predstavitev. Drugače z naše strani smo zelo veseli, da smo prepoznali to potrebo po razvoju kariernih poti, da verjamemo, da smo zgradili neke prave aktivnosti, ki pač naše sodelavce motivirajo k razvoju. Pa hvala vsem za pozornost. Najlepša hvala, Staša, za predstavitev. Hvala Agitavit Solutions za predstavitev projekta. Sedaj je pred nami glasovanje. Glasovali bomo s funkcijo Poll v okviru aplikacije Zoom. Glasujte zdaj.
Zmagovalec v kategoriji mala in srednja podjetja je podjetje NIL s projektom Talent Lab. Čestitamo, čestitke. Vabim Katarino Primožič, da se nam ponovno pridruži. Katarina, iskrene čestitke. Hvala lepa, samo da se pokažem. Da vidite moje navdušenje, hvala iskreno vsem, no, da ste prepoznali en res primer agilne pa strateške prakse obenem. Tako da hvala lepa vsem. Super, iskrene čestitke. Ostanite z nami še do konca, kajti na koncu bomo imeli še krajši pogovor z zmagovalcema v obeh kategorijah. Čestitam. Hvala, hvala. Nadaljujemo z izborom zmagovalca v kategoriji velika podjetja. Predstavila se bosta dva top finalista. Podjetje Danfo Strata s projektom Talent Cloud in pa podjetje AMZS s projektom AMZS Skrbni, tudi v času epidemije. Projekt Danfo Strata bo predstavila Mateja Panjan, ki je tudi članica komisije za izbor. Ker je članica komisije za izbor, smo jo iz glasovanja izločili, kajti sicer ne bi bilo korektno do ostalih. Mateja, si z nami? Sem Peter, živjo. Živjo, pozdravljena. Izvoli, predstavi nam prvega finalista. Veseljem, samo podelim prezentacijo. Pa mi samo povej, če... Odlično se vidi. Sem še na presenting mode dam. Tako. Se vidi v redu dvojni screen ali je primerno? Vidi se presenter notes, ta del, ko imaš komentarje tudi. Ok, tole moram pa takole narediti. Bo zdaj boljše? Ja, zdaj pa v redu. Super, potem pa lahko začnem. Danes ni dovolj govoriti samo o oblakih podatkov v kontekstu digitalizacije. Današnja realnost kliče po povezovanju in skupnemu učenju. Morda še toliko bolj v svetu gospodarstva, kjer je ključna hitrost in vedno iskanje konkurenčnih prednosti na trgu. In za iskanje novih rešitev so poleg učinkovitega zbiranja podatkov nujno tudi potrebni odprti, povezovalni in kreativni zaposleni. In vse, kar je do sedaj znanega o umetni inteligenciji, namreč pravi, da imamo ljudje še vedno kreativne sposobnosti razmišljanja, ki ga tehnologija ni zmožna. In če smo že pri kreativnosti, na enem od prvih Future Work Hackathonov leta 2018 smo prišli do malo drugačne ideje, ki je povezana v oblaku. Prišli smo do ideje Talent Cloud. Ideja Talent Cloud gre preprosto za prehajanje znanj in izkušenj med različnimi podjetji, industrijami, kmalu si upam trditi tudi med državami. Zato, ker je zdaj čas, da razvoj in učenje naših zaposlenih omogočimo tudi izven meja naših lastnih organizacij. Sliši se drzno, vendar imamo dokaz, da deluje. Talent Cloud ekipa je povezala dejansko konkretne izzive podjetja z ljudmi, strokovnjaki iz drugih podjetij. Konkretne izzive podjetja, ki smo jih naslovili v letošnjem Talent Cloudu, so najrazličnejši. Reševali smo 21 različnih izzivov. Če omenim samo nekatere, kaj so recimo fleksibilne oblike dela v prihodnosti, kako povečati uporabo interneta ter povišati procent aktivnosti in obiskanosti interneta, peljave centralne nadzorne platforme s funkcijo podatkovne analitike. Skratka, vse to so izzivi, ki so nam jih pomagali rešiti strokovnjaki iz drugih podjetij. Pilotni projekt smo štartali lani, v lanskem letu z 8 podjetji, rešili smo 11 izzivov, 25 talentov pa je bilo izmenjanih med temi 8 podjetji. Tukaj tudi vidite, katera podjetja so sodelovala. Letos pa smo od maja do oktobra povezali 13 podjetij in med sabo izmenjali 66 talentov. Skupaj smo rešili 21 izzivov, 5 skupinskih, kjer je reševalo izzive več podjetij skupaj, vsi ostali izzivi so bili specifični. To so tudi podjetja, ki so sodelovala, zelo širok nabor, kot vidite,
in strokovnjaki, ki smo si pomagali med sabo in reševali konkretne izzive, je bilo dejansko zelo, zelo velik dosežek, moram reči. No. Smo se pa pri tem srečevali tudi za nekaj izzivi. Podjetja seveda so se spraševala, kaj pa delovna zakonodaja, kaj pa kraja talentov, deljenje know-howa. Vse to smo z obema projektoma, ki smo jih do zdaj izvedli v okviru Talent Clouda, presegli. Bistveno je povezovanje in deljenje znanja, tako da so vsi ti izzivi niso imeli takšne vrednosti ali pa učinka, kot je bilo na začetku mišljeno. Kaj doprinaša Talent Cloud? Talent Cloud povezuje ljudi z različnimi perspektivami, znanji, išče nove ideje za reševanje konkretnih problemov, ki jih imamo v organizacijah, in dejansko tudi sprašuje naše domneve in prinaša boljše rezultate. Na drugi strani zaposleni dejansko pridobivamo nove uvide in informacije iz drugih industrij, organizacij, krepimo pa tudi sposobnosti za sodelovanje in timsko delo. Skratka, na obeh straneh je dobrobiti veliko. Tu pa je še ekipa Talent Cloud. Talent Cloud sestavljamo zaposleni iz najrazličnejših podjetij. Tukaj so Nataša, Brina, Ina, Kašper, Petra, Staša in Ana, ki dejansko že 2 leti skrbimo za razvoj Talent Clouda in za to, da iščemo nove oblike povezovanja in sodelovanja in ga prenašamo nazaj v poslovni prostor. Toliko, Peter, iz moje strani. Najlepša hvala, Mateja, za predstavitev. Nadaljujemo s predstavitvijo drugega top finalista, AMZS skrbni tudi v času epidemije. Anisa Faganel bo predstavila projekt. Anisa, ste z nami? Dan, pozdravljeni, sem z vami. Tudi pozdravljena. Jaz bom probala deliti zaslon, če bo to uspelo. Vidite, Odlično, Peter? vidimo vas, ja. Ok, bom začela na začetku. Tudi zaslon najbrž. Tako, vidimo, tako, odlično. Vidite zaslon. Ok, super. Hvala vam za besedo, Peter. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. In preden vam jaz predstavim naš projekt AMZS skrbni, bi vas povabila k enemu razmisleku, krajšemu, obljubim. In sicer zanima me, kako pomembni so odnosi v vašem podjetju, kako zanje skrbite, oziroma organizaciji, in kako zanje skrbite in kako skrbni ste do vaših sodelavcev. Medtem, ko razmišljate, vam bom osvetlila en del AMZS-ja, ki mogoče ni tako znan, samo na kratko. Poznate nas najverjetneje po pomoči na cesti, po invleki, po tehničnih pregledih in precej znan je tudi naš center varne vožnje na Vranskem. Ampak v AMZS-ju se poskušamo vse bolj usmerjati v prihodnost, v varno mobilnost prihodnosti, v električna vozila, samovozeča vozila in načine, kako se bo to izvajalo. Tako da smo mnogo več od tistega, kar je videti na tej naši avtocesti širom Slovenije. To trenutno dela 442 sodelavcev v 30 različnih centrih. Skrbimo za 80,000 naših članov in 404 uporabnike ene največkrat downloadanih aplikacij v Sloveniji. In sicer moj AMZS, ki skrbi, da varno prispete iz točke A v točko B. Skratka, veliko tega skrbimo tudi za približno 600,000 strank, ki se vsako leto obrne na pomoč v AMZS. Ker to delamo že v bistvu 110 let oziroma 111 let, toliko tradicije ima AMZS na slovenskih tleh, v bistvu cel ta čas imamo nekje v fokusu odnose in kakšne odnose gojimo z zaposlenimi in ugotavljamo, da se nam to na nek način obrestuje. Zato smo tudi v letošnjem letu s projektom AMZS skrbni v bistvu ga nekako nadgradili. Štartali smo ga v preteklem letu kot en zeleni projekt AMZS skrbni do našega okolja, z opozarjanjem ljudi na varno varčevanje z električno energijo, varčevanje z vodo in tako naprej. V času epidemije v letošnjem letu smo pa ta naš projekt pobarvali v rumeno in ga razširili na čisto skrb do zaposlenega, na gojenje odnosov z njimi, ki se potem kasneje obrestujejo dejansko tudi v odnosu in v pogledu do strank.
Kaj smo naredili, če pogledamo? V času zaprtja, mi smo v marcu in aprilu bili delno zaprti, nato popolnoma zaprti, nadaljevali s postopnim odpiranjem in želeli smo predvsem s vsemi zaposlenimi, ki so čakali na delo doma, ohranjati pristen stik. Zato smo tedensko organizirali virtualne kavarne, kjer se nas je vsak teden zbralo več kot 150 in smo v varnem zavetju svojega doma popili kavico, pokramljali o stvari, kaj se dogaja, kdaj se bomo odprli, kdaj se bomo vrnili na delovno mesto in si tudi podelili nasvet, kateri dober film se je predvajal v preteklem tednu in si ga lahko ogledamo za malo krajši čas, za skrajšati čas. Potem ko smo se ponovno odprli in smo imeli res naval strank in obilico dela, smo si zamislili projekt Urice za dobro počutje, kjer smo najprej zaposlene nagovarjali o tem, kako upravljati s stresom, kako reagirati pri tako povečanem obsegu dela. V jesenskem času pa usmerili pozornost na to, kako bomo ostali fit, kaj bomo jedli, da bomo kos vsem tem virusom in da bomo ostali zdravi v času, ko nas napadajo virusi iz vseh strani. Marca, ko je bila v državi največja kriza z maskami, smo šli v skladišče, sešteli, koliko zaščitnih mask nam je ostalo na zalogi, in dejansko smo našteli in sešteli, da jih lahko na dom pošljemo vsakemu zaposlenemu točno 4, ker nažalost jih več ni bilo v tem pomanjkanju, ampak preračunali smo, da če skrbno uporabijo eno in skrbno nakupujejo, lahko en mesec po enkrat na teden z eno masko zaposleni gredo v trgovino in na ta način poskrbijo, da imajo doma tudi dovoljšne zaloge hrane. Dodatno smo okrepili komunikacijo in predstavitev naše kolegice, psihologinje Julije, ki je bila v bistvu 24 ur na dan na voljo vsem tistim, ki bi potrebovali oziroma ki so potrebovali nek pogovor, neko svetovanje ali pa enostavno se z nekom zaupati. Cel čas odprtja smo na voljo imeli popolno opremo in vsa zaščitna sredstva za vse naše sodelavce, da smo skušali ohranjati zdravje in da so dejansko delali v varnem okolju, kljub temu, da so bili izpostavljeni virusu ob vsakem stiku s stranko. Na hitro smo se organizirali in omogočili delo od doma na vseh tistih delovnih mestih, kjer se je to dalo. Predvsem smo ponosni na to, da smo naredili za nas eno inovacijo, ker smo omogočili sklepanje zavarovanj, avtomobilskih zavarovanj na daljavo, tako da so zaposlene, naše referentke bile v varnem okolju svojega doma in hkrati prihranili tudi strankam nevarnosti izpostavitve in tveganju. In kako so se nam vse te male stvari obrestovale, tudi tako, da nismo imeli težave, pomoč na cesti je nenehno, nemoteno delovala. Naši zaposleni niso imeli težav in samo v aprilu so opravili 1200 intervencij, kljub temu, da niso vedeli, v kakšen okužen, če lahko rečem tako v navednicah, avto vstopajo. Odzvali smo se tudi povabilu MČEM-a in sicer v aprilu smo imeli kar nekaj naših sodelavcev, prostovoljcev, ki so prevažali slovenske zdravnike in zdravstveno osebje v bistvu brezplačno od njihovega doma do bolnišnic in nazaj v času, ko javni prevoz ni funkcioniral. Tako so v 2 tednih aprila, mislim, da 2 tedna ni bilo tega javnega prevoza, opravili kar za 8000 kilometrov prevozov zdravstvenega osebja in zato jim mi rečemo kar naši heroji, ker so se res požrtvovalno vključili in brez nobenih zadržkov v to res super pobudo, ki je nastala. Kaj vse smo naredili v bistvu z enim vodilom, da nam bo skupaj uspelo, da smo vedno skupaj v tem, skupaj z vodstvom, z nagovori vodstva in s popolno in absolutno podporo vodstva na vsakem koraku. In v bistvu, če strnem moje misli, kaj smo naredili, to, kar sem vam uspela v teh 3 ali 5 minutah našteti, naredili smo še mnogo več.
V resnici pa nismo naredili nič posebnega, le dovolj veliko, da so se vsi počutili vključene in z občutkom, da nam je kot AMZS-ju mar do naših sodelavcev in seveda do vseh naših strank. Zato si rečemo temu projektu AMZS Skrbni. Tako. Najlepša hvala, Nisa, za predstavitev. Prosim. S tem smo slišali oba top finalista v kategoriji velikih podjetij. Čas je, da glasujemo. Glasujmo zdaj. Imamo rezultate. Zmagovalec je HRM projekt Talent Cloud, podjetja Danfoss Strata s partnerji, izmenjava zaposlenih med podjetji. Čestitke. Hvala, Peter, in hvala vsem, ki ste glasovali. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Lepo prosim za izjavo ob prejemu, ob zaključku glasovanja. Prvi vtis. Jaz sem iskreno zelo vesela in ponosna, da ta projekt je iz ene preproste ideje prerastel v tako skupno sodelovanje celotnega poslovnega prostora. Še bolj sem ponosna pa na ekipo, ki sem jo omenila, Natašo, Brino, Ino, Gašparja, Petro, Stašo in Ano, ki skupaj ustvarjamo in soustvarjamo ta prostor in naslednje korake Talent Clouda in verjamemo v povezovanje v nove oblike dela. Najlepša hvala, Mateja. Katarina, predlagam, da se nam tudi vi sedaj pridružite, da si izmenjamo par izkušenj in vtisov. Čestitke obema zmagovalkama. Čestitke. Hvala lepa. Čestitke, Nil. Čestitke celi ekipi. Hvala lepa. Pa začnimo pri Katarini. Katarina, kakšni so vaši vtisi o zmagovalnem projektu Talent Cloud? Kaj bi želela vprašati zmagovalko v kategoriji velikih podjetij? V bistvu takoj, ko sem se priklopila, sem si mislila, Mateja, kdaj se lahko priklopimo? Kadarkoli marca štartamo z novim Talent Cloudom. Jaz sicer tako, sem bila kar v precepu, ampak sem Anisi poslala, tako če bila glasovala iskreno, sem navijala za Aniso, ker vem, kako so res skrbni. Po drugi strani je pa vaš projekt tako novodoben in sodelovalen, da v bistvu ne vem, kako so lahko vsi glasovali, ker je bilo res po mojem kar težko izbrati ta pravga. Mogoče tako, kaj ste si na začetku dali za cilje tega, pa kako veste, da ste uspešni? Na začetku smo se kar ukvarjali s tem, kako nekako preiti te različne omejitve, ki so nam jih tudi HR-ovci, s katerimi smo sodelovali v tem pilotnem projektu, zadali, kot je kaj pa deljenje know-howa, kaj pa kraja talentov, kaj pa upoštevanje delovne zakonodaje, a bomo podpisali NDA-je. In dejansko potem, ko smo šli v pilotni projekt in štartali in izmenjali zaposlene med sabo, izmenjali smo si jih za od 5 do 10 dni v teh roku 3-4 mesecev, se je izkazalo, da vse te stvari sploh niso toliko pomembne, da dejansko veliko več pridobimo, ko rešimo en konkreten primer z znanjem
od zunaj in dobimo ta outside view, ki ga prenašamo v podjetje in dejansko rešujemo res te konkretne izzive z znanjem, ki ga v konkretnih podjetjih nimamo, in se to prenos znanja dejansko na tak način lepo razvija in nadgrajuje. Merimo zaenkrat število izzivov, ki jih damo ki jih da vsako podjetje, število zaposlenih vključenih v izmenjavo, potem seveda tudi število podjetij, skratka skušamo nekako organsko rast. Dvakrat smo to do zdaj naredili, si želimo pa preiti tudi meje, v smislu, da bi tudi podjetja iz zunaj meja Slovenije povabili k sodelovanju, da bi naredili en tak bolj international, mednarodno zasedbo in pridobili to znanje tudi od zunaj in ga prinesli k nam v naša podjetja. Odlično, hvala lepa. Hvala za to pojasnilo, za ambicije, ki jih imate v prihodnje. Oba zmagovalna projekta imata v imenu, v nazivu projekta besedo talent. Talent Lab, Talent Cloud. Mateja, kaj bi pa želela še vprašati Katarino, glede njihovih izkušenj, ambicij? Ja, mene zanima predvsem pri razvoju talentov, upam, da nekako imate v mislih, da ne razvijate samo mlade, nadobudne, ampak tudi starejše sodelavce, ki imajo ravno tako veliko znanja in izkazujejo določen talent. Predvsem to, ja, a vključujete v ta razvoj talentov tudi starejše sodelavce? Ja, tako kot sem čisto uvodoma rekla, je potencial na ravni celega podjetja v ospredju. Torej, to je bil res samo zelo fokusiran projekt, drugače je, govorimo o potencialu vseh nas, tako da tle ne ukvarjamo se samo z mladimi, imamo res toliko veliko programov, v katere so vključeni, ampak ta je bil glede na situacijo in glede na strateško smer, ki smo si jo zadali, res zelo usmerjen samo v mlade. Ampak tudi dobili smo feedback, kaj pa če bi dejansko nadgradili projekt v naslednjih letih na način, da bi povezali jih s starejšimi kolegi. Imamo sicer mentorstvo, ampak je to zelo individualno in dinamika timskega dela je pa čist neka druga zgodba. No? Tako da to je bil pravzaprav tudi eden od predlogov, ki so jih mladi kolegi podali. Tako da fokus je v kontekstu tudi kariernih poti, ki jih imamo razvite, imamo posebne teh enablemente, ki jih vodimo, career development je zelo jasno razdeljen glede na strateške usmeritve, ki jih imamo, glede na certifikacije, ki jih želimo ohranjati in zagotavljati nivo znanja, ki ga izkazujemo do naših strank, in glede na individualne želje vsakega posameznika, torej tudi nas starejših. Tako da smo zajeti pravzaprav čisto vsi v to zgodbo. Super, to se mi zdi pomembno. Hvala. Katarina, če se ne motim, ste zdaj del neke večje korporacije, mednarodne korporacije. Je to kaj vpliva na sam projekt Talent Lab, ali je to vzrok, da je sploh projekt nastal? Kako delovati v širšem kontekstu, glede na to, da se je lastništvo pred kratkim zamenjalo? Ja, zdaj smo pravzaprav del skupine Konča, tako da ni nas samo 150, ampak nas je kar naenkrat 900, kar pomeni, da imamo dostop do znanja bistveno širši. In temu smo podredili pravzaprav tudi našo organizacijo, oblikovali virtualne time, tako da lahko po tehnologijah posamezni naši strokovnjaki kontaktirajo kolege v drugih državah skupine. Ponosni smo tudi na druge prakse, ki smo jih uspeli pravzaprav v skupino lansirati, med njimi recimo Center odličnosti, ker je ta nastal samo v Nilu, in potem smo ga v bistvu, ko so prepoznali to dodano vrednost, smo ga dejansko lansirali na nivo skupine in zdaj deluje na nivoju pravzaprav vseh podjetij in naš Nilovec ga vodi. Tako da mi smo drugače zelo samostojni pri vseh praksah, ki se jih gremo, ker so vsa podjetja različna, delujemo na različnih trgih in moramo pač slediti temu, kar podjetje potrebuje. Če pa pride do neke dodane vrednosti, ki jo zaznamo v tem procesu, jo pa seveda delimo. Mimogrede, ena od, bom rekla, predlogov, ki so jih naši mladi talenti podali, je tudi ena praksa, ki jo bomo lansirali pa celo na nivo skupine. Čestitke. Čestitke.
Mateja, kako je pa pri vas Danfoss, kako pa gleda korporacija na to, da se v Sloveniji pa zdaj združujete še malo s podjetji, ki niso del sistema Danfoss? Ali sploh vedo za to? Seveda vedo in so zelo ponosni. Skratka, iniciative, ki jih prinašamo iz Slovenije, zelo vplivajo tudi na iniciative v korporaciji, tako da jaz ponosno povem, da sem del korporacijskih aktivnosti pri povezovanju zaposlenih, tako da sem tudi del različnih skupin, tako da to znanje prenašamo in iščemo načine tudi v Danfossu, kako širše te prakse peljati tudi v širšem prostoru svetovno. Na koncu koncev pa so to tudi dobre aktivnosti za marsikakšno nadgradnjo HRM praks interno. No. Tako da prinašamo svežino, prinašamo nove stvari in Danfoss korporacijski nivo ga zelo podpira. Tako da je zelo lepa povezava. No. Sem zelo vesel, da to slišim od obeh, ker s tem kažemo, da HR stroka v Sloveniji je lahko vodilna in prva med enakimi globalno. In to, da smo tle lahko pripravljeni tudi v tej funkciji, poslovni funkciji kot partnerji vodstvu, kreirati ideje, kreirati nove zgodbe, ustvarjati dodano vrednost in jo to širiti zunaj meja, to je ambicija, ki bi jo morali imeti vsi. Čestitke obema še enkrat, vašim ekipam projektnim, korporacijam, ki podpirajo tovrstne prakse. Čestitke seveda tudi top finalistoma Agitavit Solutions za karierne poti v Agitavitu in AMZS za projekt AMZ Skrbni. Izbor ni bil lahek, zato se je komisija te teže odgovornosti rešila na način, da vam udeležencem zaupa glasovanje. Karkoli bi izbrali, bi bilo odlično. Odločili ste se vi. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem, ki ste danes sodelovali.